Evro pada, svetovno gospodarstvo pa se ohlaja in cena bitcoina tudi popušča. Vlagatelji so v strahu, medtem delniške trge še vedno poganja zgodba o umetni inteligenci. Elon Musk je minuli teden napovedal, da želi zgraditi superračunalnik, ki ga bo upravljala umetna inteligenca. Ja, ponedeljek je in na vrsti je finančni svet z Adijem Omerovičem. Adi, lep pozdrav. Pozdravljen, Gregor. Glede na to, kaj si mi napisal za uvod in glede na to, kaj se dogaja na trgih, se zdi, da le še peščica teh tehnoloških velikanov poganja ta trg. Res je, Gregor. Imamo zgodovinsko največjo koncentracijo peščice delnic na delniških trgih. Bom pokazal kar na tem grafu. Torej, zgolj 6 podjetij od 500 predstavlja kar tretjino indeksa. To je nevarno, kajti če teh 6 podjetij pade, bo potegnilo celotni delniški trg za sabo. In zakaj še vedno ne govorimo o balonu? Zato, ker teh 6 podjetij ustvari kar tretjino dobička celotnega indeksa 500 največjih podjetij. Res zanimivo. Spoštovani, lep pozdrav. Glede na indeks pohlepa in strahu, vlagatelji trenutno na trgih občutijo strah. To pomeni, da pričakujejo padajoči trend. Vrednost delnic pada, razen tistih, ki so povezane z umetno inteligenco. Elon Musk bo s podjetjem Dell in SMCI ustvaril superračunalnik za svoj startup xAI, ki razvija klepetalnik Gork. To je konkurenca orodju ChatGPT. Delnice podjetja Dell so zato minuli teden poskočile za skoraj 9%. Letos pa je Dell višje za kar 93%. No, tečaj podjetja Supermicro je prejšnji teden končal 7% višje, delnica pa je letos zrasla za neverjetnih 217%. Umetna inteligenca obravnava posameznika na nepredstavljivi individualni ravni, zato je možnost zavajanja izjemno velika. Je minuli teden na največji svetovni konferenci umetne inteligence izpostavil Yuval Noah Harari, avtor svetovne uspešnice Sapiens. AI is evolving an alien type of intelligence. Not human, not even organic. For this reason, I think it's best to think about the term AI not as an acronym for artificial intelligence, but instead as an acronym for alien intelligence. Analitiki opozarjajo na divergenco, torej razhajanje, ki nastaja med Nasdaqom in Bitcoinom. V preteklosti sta skupaj naraščala, vendar zdaj, kot vidite, Bitcoin zaostaja. Ne zgolj Bitcoin, skoraj ves kriptotrg je bil minuli teden obarvan rdeče. Je to priložnost za nakup? Ali je čas za paniko? No, v zadnjem finančnem podcastu sem s finančnim analitikom Nikolom Malkovičem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom iskal razloge za to divergenco, razhajanje, ki je očitno nastalo, ko je Apple napovedal sodelovanje z umetno inteligenco. V bistvu nihče prav ne ve, zakaj Bitcoin ni sledil Nasdaqu. Mogoče pravi, da je šel denar, velik denar je šel v tehnološke delnice in ta denar, ki bi potencialno šel v Bitcoin, je šel v Apple, Nvidia, Broadcom in tako naprej. In mogoče zaradi tega je Bitcoin malo popustil. Svet portfelja od prejšnjega tedna je izgubil 1/5%. Ja, nimamo tehnoloških velikanov. Donos portfelja je v zadnjih 9 mesecih še vedno pri 13%. V portfelju so trenutno 4 pozitivne in 4 negativne naložbe. Bitcoin je danes nadaljeval s padcem, zato jutri zapiramo 5% pozicijo v ETF skladu BTCE. Nižje je tudi Ethereum in proizvajalec premoga BTU. Na vrhu pa še vedno ostaja rudar zlata Newmont NEM. Podrobnejšo analizo portfelja objavim jutri v finančnem komentarju na 24ur.com. Spoštovani, hvala lepa za pozornost in lep pozdrav. Adi, hvala lepa. Enako, Gregor.